In prehajamo na 5. točko, predlog programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2023, obdobje 2022-2025. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 2, predlagatelj župan, poročevalci pa Tadej Kovačič, Marija Kos in pa Martin Kržišnik. Besedo ima gospod Tadej Kovačič, izvolite. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo, gospod župan. V skladu z določili odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik, odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za upravljanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in koncesijske pogodbe za upravljanje obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Kamnik, je koncesionar zavezan, da koncedentu vsako leto predloži program oskrbe s pitno vodo. Program mora zajemati aktivnosti, ki bodo zagotavljale stalno in zadostno oskrbo z zdravo pitno vodo v vseh javnih vodovodnih sistemih, s katerimi gospodari občina Kamnik. Prav tako mora program opredeliti večja obnovitvena dela vodovodnih omrežij in naprav. Na podlagi predvidene porabe vode so v programu predstavljene predvidene višine prihodkov in odhodkov. Iz programa je razvidno, da je za leto 2023 načrtovanih 1.081.912,50 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Za redno vzdrževanje je predvidenih 987.807,50 evrov. Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2023 ne predstavlja direktnih finančnih posledic za proračun občine Kamnik. Dejavnosti rednega vzdrževanja se financirajo iz cene storitev za oskrbo s pitno vodo, ki jo plača uporabnik. Obnove vodovodnih sistemov se financirajo iz sredstev omrežnine, ki jih prav tako plača uporabnik in jih koncesionar mesečno nakazuje v občinski proračun. V proračunu občine Kamnik je iz naslova omrežnin v letu 2023 predvidenih 540.000 evrov. Ti prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje, dograditve vodovodnih sistemov ter redno menjavo vodomerov. Za obnovo vodovoda se namenja tudi del sredstva iz pobranega komunalnega prispevka. Predlagatelj meni, da je predlagani program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2023, obdobje 2022 do 2025 sprejemljiv, ter predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme. Hvala za besedo. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Aleš Lipičnik. Pozdravljeni vsi skupaj. Glede oskrbe s pitno vodo, jaz sem si tale dokument prebral in sem ga poskusil prebrati tako, kot bi ga prebral en občan. Njega zanimajo tri stvari. Prvič, kvaliteta, drugič, dostopnost in tretjič, cena. Nikjer v celem poročilu nisem zasledil, da bi bil kdorkoli nezadovoljen s kvaliteto, ne glede na to, da smo imeli zdaj v zadnjih 2 letih večkrat težave s kvaliteto vode. In tudi ni nikakršnega načrta, kako naj bi se stvari popravile. Drugič, glede dostopnosti. Podnebne spremembe so take, kot so, kar pomeni, da je vreme bolj intenzivno, kar pomeni, da imamo bolj izrazita deževna obdobja in bolj izrazita sušna, kar pomeni, da najverjetneje rabimo večje zalogovnike, če hočemo sušna obdobja preživeti na način, da ne omejujemo porabe vode čez poletje za zalivanje, ravno takrat, ko ljudje vodo najbolj potrebovali. In tretja težava, cena, ker smo s ceno vode, ne glede na to, da je Kamnik ena tistih občin, ker če česa ne manjka, potem ne manjka vode, to se menda lahko strinjamo, s ceno pod samim vrhom v slovenskem okviru. Kar pomeni, tako kot smo najbrž prej ugotovili, da je bil tisto poročilo o odpadnih vodah copy-paste od lanskega leta,
se bojim, da je bil tudi tale za vode copy-paste od lanskega leta. Kar pa vsebinskih težav vsekakor ne rešuje. Jaz sem prepričan, da tukaj ne sedimo zato, da bomo administrativno potrjevali stvari, ki so slabe. In zato tega pozivam, da pri sklepih, kot je tale in še kakšnem drugem, dejansko razmišljamo o vsebini in da rešujemo vsebinske težave. Tako da najlepša hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, če sem v poročilu prav zasledil, je še kar nekaj občanov, ki niso priključeni na vodovodno omrežje. Verjetno gre za večinski del takšnih, ki so priklopljeni na tako imenovane vaške vodovode. Imamo mogoče v občini še kakšne ljudi, ki dejansko nimajo dostopa do pitne vode. Nadalje, kar se tiče vaških vodovodov, je mogoče kakšna je tukaj vizija bodisi občine, bodisi države, da se morajo te vaške vodovodi priključiti na vodovodno omrežje in kako bo njihova priključitev vplivala na ceno za že obstoječe uporabnike. In pa iz poročila tudi izhaja, da zaradi nekih težav na vodovodnem omrežju na področju Velike Lašne se voda dovaža v tisti vodohran. Kakšna je frekvenca dovozov te vode in kakšen je strošek tega dovažanja na letni ravni? Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Ja, v bistvu mi je del vprašanja že Matija vzel, tako da ne bom ponavljal. Tudi mene zanima, koliko gospodinjstv v Kamniku je še brez, če tako po domače rečem, da če je še kakšen na štirni, a ne, potem so tukaj vaški vodovodi in dovoljenja, koliko je takih, da imamo kontrolo nad njimi, koliko je takih, da nimamo. Če imamo te podatke, dejansko mislim, da bi občina kot občina morala praktično za vsako gospodinjstvo vedeti situacijo, kakšna je, kar se tiče kanalizacije in vodovoda, in da bi imeli seveda tudi mi kot občinski svet vpogled v to, da vemo situacijo tudi na terenu. Ker včasih kdo kliče z vprašanjem glede vode in niti ne veš, ali je prava usmeritev na koncesionarja ali na vaški vodovod, ker ljudje se priseljujejo v naselja, nimajo komunikacije med sabo in ne vejo pa čim so. Zanašajo se pa na to, da more vodo jim nekdo zagotavljati, ne. Ko so pa kupali nepremičnino, se pa o tem niso pozanimali. Pol imam pa še eno vprašanje tukaj glede podatkov o količinah vode. So nekje iste v bistvu, a ne. Dejstvo je, da gospodarstvo je malo padalo, prihodki so pa konkretno se obrnili in me zanima, to smo v bistvu s tem spremembam FIO pa tega pa cen naredili, da je v bistvu za prihodek v letu 2021 od gospodinjstva bil za 100 000 evrov večji, kot v letu 2020, pri gospodarstvu pa ravno obratno. Kje se ta razlika pozna, ker dejansko so pa prihodki podobni, a ne. Kar se pa same cene tiče, ne, je absolutno, se strinjam s kolegom, da smo visoko, ampak moje mnenje je, da ena taka dobrina, kot je pitna voda, ne, dokler kot skupnost ne pazimo na to, koliko jo porabimo, zakaj jo porabimo, ne, da če avte peremo s pitno vodo, v WC-jih splakujemo s pitno vodo, je v bistvu zadeva še mogoče prepoceni, ne. In se bomo kot družba mogli usmeriti v to smer, kako bomo razmišljali naprej, da bomo to ohranili, predvsem pa tudi te količine vode, ne, da se navežem na to, da smo ob takem viru vode sred poletja zaskrbljena, bo Kamenk brez vode ali ne, moramo podnujno nekaj narediti, da ne bo bojazni, ne. Moramo biti tisti, ki bomo lahko to vodo ponudili po ta pravi ceni sosednjim občinam, če bomo imeli krizo, ne, da nam od zime do pomladi teče men Kamnika naprej, polet nas pa skrbijo, bomo imeli vodo, a ne. Tako da tukaj pričakujem ukrepe v takih načrtih, ne da je tako, kot je že kolega rekel, da se v bistvu zgodba iz leta v leto ponavlja, zato da je nekaj na papirju,
vse ostalo se pa pol zgodi ali pa se ne. Tako da hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Ja, tudi mene zanima, se mi že Matija prehitil, se pravi tale Vranja peč, ki se voz voda gor s kamioni in pa zdaj ne vem, nisem čisto točno pogledal, a bo to letos, a bo drug let, zdaj to gor končno enkrat napeljan, mislim, da neka ocena stroškov je bila, se meni zdela zelo velika, ampak me dejansko zanima, kako je s tem zadevo, se pravi potok pa Vranja peč. Hvala. Hvala. Besedo ima gospod Tadej Kovačič, strokovni sodelavec v oddelku za gospodarske dejavnosti, torej za področje vodooskrbe. Izvolite. Hvala za besedo. Se pravi, bi kar odgovoril od začetka. Se pravi, glede kvalitete vode, tako upravljavec, se pravi komunalno podjetje Kamnik, kot tudi državni monitoring kvalitete vode se redno tukaj izvaja. Se pravi, notranji nadzor samega upravljavca je enkrat mesečno, državni pa je dvakrat na leto. Zdaj sama kvaliteta vode v primeru, da pride do kakšne zmanjšane kvalitete, se pač ustrezni ukrepi izvedejo, da se pač kvaliteta ustreza, se pravi pravilniku. Tako da v temle programu sicer niso te podatki zabeleženi, ker program ne predvideva teh podatkov, je pa to v poročilih letnih, noter tudi, se pravi, letna poročila vsebujejo te podatke o kvaliteti pitne vode. Glede dostopnosti same pitne vode je se pravi skladno zaradi samih podnebnih sprememb mogoče v zadnjem času ponekod prihaja do zmanjšane izdatnosti nekaterih vodnih virov. To se pač rešuje ali se pravi z dovažanjem vode, v primeru zajetja Iverje se pač poiskalo oziroma se rešuje stvar s tem, da se bojo izvedle 3 globoke vrtine. Prva je bila že izvedena v lanskem letu in je bilo za njo tudi že pridobljeno vodno dovoljenje, oziroma prva raziskovalna je bila izvedena lansko leto. Kar se tiče pa cene, je pa, se pravi, zadnja sprememba cene je bila v decembru 2021. Cena je primerljiva z okoliškimi občinami oziroma je pač nekje na sredini primerljivih občin oziroma sistemov v Sloveniji, tako da ni v vrhu. Je pa pač tako kot je na kanalizacijskem sistemu, je tudi za vodovodni sistem letos bo pripravljen, se pravi, elaborat o cenah, vkolikor bo pač cena se spremenila za več kot 10%, bo pač to se obravnavalo pa uskladilo. Zdaj samega glede tega, kar je gospod Močnik vprašal, podatka o individualnih gospodinjstvih ali pa objektih, ki nimajo dostopa do pitne vode, tega sicer nimamo točnega števila, tudi v okviru javne oskrbe s pitno vodo, pač teh podatkov nimamo na voljo. Vaški vodovodi, tukaj v bistvu bom kar skupaj za oba odgovoril, se pravi, občina vodi evidenco vaških vodovodov, ki oskrbujejo več kot 50 populacijskih enot, teh je trenutno, se pravi, 17 še v občini. Sama občina zagotavlja, oziroma tudi plača, financira
kontrolo pitne vode, kvalitete pitne vode na teh vaških vodovodih in to 3-krat letno. Tako da je pa tudi še veliko uporabnikov oziroma sistemov, oziroma, ki so manjši od 50, nad tem pa občina pač nima evidence. Se pravi, tudi individualne hiše, nekatere se oskrbujejo z lastnim verom pitne vode, iz lastnega zajetja. Tako da teh podatkov pa občina nima. Glede Velike Lašne, se pravi, kamor se voda zaradi neustreznosti pitne vode v zajetju Somarček se voda dovaža. Tle frekvenca dovoza je 2-krat do 3-krat na teden. V ta namen je v pripravi oziroma je v letošnjem letu predvideno pridobitev gradbenega dovoljenja za povezavo kamniškega vodovoda in sicer z naselja Potok do Vranje Peči, do tega vodovodnega sistema. Tako da je pa strošek te vodovodne povezave predviden nekje na 350 000, oziroma to je pa 2 let stara ocena, tako da verjetno bolj aktualne ocene nimamo. Tako da mislim, da sem vse odgovoril. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Bojana Pančur. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Vmes je bilo eno vprašanje, pa bi povedala, prihajamo z območja, kjer ni javnega vodovoda, so samo vaški vodovodi in definitivno obstajajo še gospodinjstva, ki imajo samo štirne oziroma kapnice. Konkretno v naši krajevni skupnosti so to 3 kmetije, bolj višje gor, tudi na njih živijo mlade družine z otroki, ampak dejansko ni bilo do zdaj neke možnosti, da bi se sploh ta vodovod naredil. Tako da, če bo v prihodnosti kakšna možnost se našla, bojo definitivno za to, da se to vzpostavi. Tako da nekega nadzora nad vaškimi vodovodi pa po mojem, da ni, ker ima bolj kot ne vsaka hiša ali 2 skupaj pač vsak svoj rezervoar in svojo vodo. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Se vidite, kako kratka pot je od kanalizacije do čiste pitne vode oziroma varovanja okolja, nevarovanja, kako ne rečem, da nismo dovolj pazljivi do narave, ki se nam potem na en ali drugačen način tudi z obrestmi maščuje, ker dejansko ne prenese vsega tega, kar mi tudi odvržemo. Kvaliteta pitne vode je seveda odvisna od nas samih, od našega, bom rekla, vedenja do narave in seveda tudi opozarjanja drugih. Saj ne rečem, da mi odmetavamo v naravo nekaj. In razmišljamo o tem, da v čiste pitne vode se ne da, ne moramo živeti ali pa čistega zraka, je zelo zmotno, ker kako bomo, če ne bo čiste pitne vode in čistega zraka, mene zelo skrbi. Zato ta izvirni greh, kot ga imamo že skozi in skozi, kanalizacija na Veliki planini, ureditev kanalizacije, kakorkoli že, za vsako ceno, ker vsak dan, vsak mesec, vsako leto izgubljeno in pa seveda onesnaženo, vsi potoki, monitoringi, ki jih upravljajo naši jamarji, nam sporočajo, da je povsod nekaj prisotno. Zato poskušajmo res več, še več. Vse stvari so se močno premaknile, vendar še vedno nekateri močno preveč hlastajo za, bom rekla, denarjem, profitom od Velike planine, od najemnin in od vsega tega ne pogledajo oziroma ne zazrejo se pa v tisto srž problema, to je v čisto pitno vodo, ki jo zaražajo oziroma onesnažujejo na en tak neprimeren način. Pred leti se spomnim, da smo govorili o rešitvi vseh teh manjših, bom rekla, vaških vodovodov, privatnih, neprivatnih, vaških, kakorkoli že, da se bo to nekje uredilo, ker mene opozarjajo tam v Stovniku določene hiše, ki jim zmanjka vode, enostavno zmanjka. A veste, najdražja voda je, če je ni. Tudi meni zdaj voda zelo malo teče, ker sem malo dvignjena od ceste v Stranjah.
Ampak kadarkoli je kakšna stvar, ki nam čist malo voda teče. In zame je najdražja voda tista, ki jo ni. Zato razmislek vsem, kako nekako pristopati in vršiti strog nadzor nad vso to zadevo. Da se je naša pitna voda ohrani in da se vseh teh 25 000 in več ljudi, ki to vodo pijemo, še naprej lahko zanašamo na to, da bomo pili čisto vodo. Res pa apel na vse, večji nadzor, hujše kazni za vse tiste, ki delajo drugače. Hvala, beseda ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Zdaj ne vem, ali sem preslišal ali ni bilo podatka o tem, koliko nas na leto stane prevoz vode na Veliko Lašno. Hvala, beseda ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala za besedo. Samo mogoče še glede zakonodaje vaških vodovodov. Zakonodaja predvideva, da se morajo vaški vodovodi do določenega roka priklopiti na javni vodovod, ali lahko ostanejo v taki obliki, kot so še naprej. Hvala. Hvala, beseda ima Tadej Kovačič. Ja, hvala za besedo. Glede stroška prevoza na Veliko Lašno, oziroma zdaj točnega podatka zdaj nimam, koliko je letno, bom pač poizvedel pri upravljavcu, pa bom naknadno sporočil. Glede vaških vodovodov je pa tako, da uredba o oskrbi s pitno vodo sicer predvideva, da bi se moglo do 2015 na vseh območjih, kjer je več kot 50 populacijskih enot, bi moglo biti javno vodovodno omrežje. Sicer tudi država nekako, oziroma v tej uredbi je pa tudi določen, da v primerih oziroma na območjih, kjer to ni izvedljivo do tega roka, ali pa da je pač lahko tudi oskrba nad 50 populacijskih enot organizirana pač kot vaški vodovod, kot lastna oskrba s pitno vodo. Občina pač večkrat, oziroma je bilo že ob večjih priložnostih, recimo pri vaških vodovodih, je bil kontakt narejen ali pa, da bi se mogoče te stvari urejale. Dostikrat pride tudi strani vaških vodovodov odgovor tak, da želijo sami to še naprej zagotavljati. Je pa problem, se pravi, tudi sama razvejanost oziroma tega sistema, oziroma kako do enega oddaljenega zaselka oziroma vaškega vodovoda pripeljati, oziroma javno vodovodno omrežje. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2023, obdobje 2022-2025. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.